Cenjene gledalke, spoštovani gledalci oddaja Za naše okolje. Ko smo danes na obisku v občini Moravske Toplice, pravzaprav, če sem natančneje, v Tešanovci, kajti tukaj je sedež javnega komunalnega podjetja Čista narava. In z nami bo danes predstavil to podjetje, dejavnost in vse, kar sodi zraven, direktor podjetja Branko Šrok. Branko, podjetje komunalno, ki kot vsako drugo ima sestavljenost tiste javne službe in tudi tistega tržnega deleža, pa morda najpomembnejše stvari javne, kajti te so v prid občankam in občanom. Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Podjetje je pač ustanovljeno zaradi tega, da dejansko nudi občankam in občanom eno naravno, kot bi rekel, pozitivno naravno obnašanje in pa odnos do same narave preko vse te naše javne gospodarske infrastrukture. V osnovi je naše delo na tem področju odvodnjavanje meteorne vode, se pravi fekalne in meteorne vode, ker še imamo neke sisteme tudi združene, ki jih odvajamo na naše čistilne naprave. Trenutno odvodnjavamo po teh naših kanalih, ki so dolgi približno 66 km, torej na posamezne čistilne naprave, kjer se ta zadeva tudi očisti. In pa, ker smo nekje v ravninskem delu, ta enostavno voda ne teče sama po sebi, se pravi, da jih moramo na nek način prečrpavati in izpraviti do čistilne naprave, zato imamo tudi 23 prečrpališč. Naslednja faza je seveda čiščenje. Na področju naše občine imamo 5 čistilnih naprav, ki so različne velikosti, od 300 pa do 4200 enot. Čiščenje, tudi sistemi čiščenja so različni, dosegamo pa dokaj visoke standarde, višje standarde, kot so zahtevani, tako da dejansko naše vode z temi odplakami oziroma prečiščeno vodo niso ogrožene. Imamo tudi, ker je pač to področje, ker je ravninsko in pa hribovito, dejansko ni možno, da bi povsod v vseh krajih bile čistilne naprave, zato imamo trenutno registriranih tudi 111 malih komunalnih čistilnih naprav, se pravi na našem, predvsem bolj v tistem hribovitem področju. Cirka 1000 kubikov pa odpeljemo tudi letno iz teh greznic in pa ostalih zbirnih teh mest, kjer so te odplake, ker se odplake zbirajo. Letno nekje prečistimo okoli 250 000 kubičnih metrov teh onesnaženih voda. Drugo tako večje področje je cestno omrežje. Cestno omrežje delimo v 2 dela. Imamo letno vzdrževanje in pa imamo zimsko vzdrževanje. Mislim, da naši občani že tudi približno vedo, kaj pomeni, na katerih področjih se dejansko sesučamo, oziroma tudi kaj je treba dejansko narediti, da zadovoljimo te zahteve o prevoznosti cest, prepustnosti in vse ostalo. Večina zadev pač dejansko delamo na kategoriziranih cestah. Teh cest imamo cirka 220 km, se pravi, to so vse področje, oziroma količine, ki jih moramo letno in zimsko vzdrževati, da poteka promet nemoteno in da je tudi kvaliteta teh površin na dovolj veliki ravni. Zraven pa še vzdržujemo tudi po naročilu ostale nekategorizirane ceste in pa tudi te vaške zadeve, vaške ceste, ki pa je tudi en določen procent namenjen njim in jih je tudi potrebno dejansko vzdrževati. Na področju te javne infrastrukture je še večje tako področje vzdrževanja pokopališč. Teh imamo trenutno 23 v upravljanju, se pravi po vseh, po večini krajev. To pa je tudi problem te razdrobljenosti, problem istočasnosti, ko nekje trava rasti, ponavadi rasti povsod na vseh področjih in se trudimo, da dejansko tudi ta del
rešujemo v največji moči oziroma na najboljši način. Zraven te javne infrastrukture spada še plakatiranje. To vemo, kdaj je najbolj pomembno, ko so kakšne volitve ali kaj takšnega, ostale zadeve se nekje sproti rešujejo. In pa imamo tudi vzdrževanje javnih površin, se pravi to, kar so javne, to so razne parcele in pa poti, ki spadajo nekako v to področje. Drugi tisti del je pa bolj tržni, to smo pa prisotni praktično na področju nizkogradnje. Neke visokogradnje ste nekaj malega obdelujemo, ampak ne preveč, ker je potrebna čisto druga tehnologija in pa ostalo. Nizkogradnje se pravi, kar se tiče raznih vodovodov, kanalizacij, priklopov, ureditve dvorišč, tlakovanja, tudi asfaltiranje, kakega ročnega, za strojnost malo pridobimo kooperante, se pravi, to pa delamo na področju te naše tržne dejavnosti. Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s katero v javnem komunalnem podjetju Čista narava Moravske Toplice skrbijo za zmanjšanje vplivov človeka na okolje, vplivajo na varnost in kakovost bivalnega prostora ter zmanjšujejo tveganje, ki bi lahko ogrozilo zdravje občank in občanov. Področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod je v občini Moravske Toplice zelo kompleksno, saj gre po površini za največjo občino v deželi ob Muri z največjim številom naselij, ki se deloma nahajajo v ravninskem, deloma pa v gričevnatem delu občine. Čiščenje odpadnih voda je proces, skozi katerega se odpadne vode očistijo do tolikšne mere, da izpolnjujejo okoljske in druge standarde kakovosti. Čiščenje odpadnih voda lahko vključuje mehanske, kemične ali biološke postopke ter njihove kombinacije, odvisno od zahtevanih standardov čiščenja. Čistilna naprava Filovci je ena od 5 večjih čistilnih naprav, katera sodi pod upravljanje podjetja Čista narava, čigar direktor Branko Šrok nam jo je predstavil. Trenutno se nahajamo na čistilni napravi v Filovcih. To je zadnja od 5 čistilnih naprav, ki je bila zgrajena pred 5 leti. Na njo se priklapljajo občani oziroma krajani Filovec. Deluje pa na principu vpihovanja zraka, se pravi, ker se dejansko ta zrak meša v to blato, pridejo zraven bakterije in pa dejansko to prečistijo oziroma čistijo to blato v primerno vodo, ki se kasneje dejansko izliva v ledavo. Na čistilno napravo je priključenih trenutno približno 500 krajanov, je pa velikosti 700 enot. Učinek čiščenja, ki jih dosegamo na tej čistilni napravi, je pa 96% oziroma odstoten, kar je znatno više, kot je pa dejansko so potrebni parametri za spuščanje vode, prečiščene odpadne vode v naše reke oziroma vodotoke. Javno komunalno podjetje Čista narava je pooblaščen izvajalec priklopov na javno kanalizacijo in vodovodno omrežje. Kanalizacijski priključek je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi. Podjetje Čista narava kot vzdrževalec sekundarnega vodovodnega omrežja skrbi tudi za odličnost, trajnost in zanesljivost upravljanja z vodo. Na vodovodno omrežje mora po zakonodaji biti priključen vsak objekt, ki se nahaja znotraj območja oskrbe s pitno vodo. Izvedbo priključka in ostalih navezav na javno vodovodno omrežje lahko opravi samo pooblaščeni izvajalec javne gospodarske službe, kateri je zadolžen za vse zahtevne posege in kontrole izvedbe. Na gradbišču ob priklopu na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Filovcih Branko Šrok. To je eno od naših manjših gradbišč. Tukaj izvajamo priklop kanalizacije in pa vodovoda.
Ko smo prej že videli na sami čistilni napravi, ki je glavna osrednja enota za čiščenje odpadne vode, tudi te vode iz tega objekta se bo zlivali na to čistilno napravo, se prečistili in pa šle naprej v vodotok. Za urejanje javnih zelenih površin je odgovorna občina in leta skrbi preko javne gospodarske službe, v tem primeru podjetja Čista narava, za izvedbo. V sklopu programa rednega letnega vzdrževanja javnih zelenih površin redno kosijo zelene javne površine, vzdržujejo gredice in obrezujejo žive meje ter grmovnice, negujejo drevje in grabijo listje. Urejanje zelenih površin je zelo pomembno za dobro počutje in zdravje občank in občanov, prispeva pa tudi k privlačnosti okolja za vse tiste obiskovalce, ki zaidejo v te kraje. V javnem komunalnem podjetju Čista narava skrbijo tudi za vzdrževanje cest. Vzdrževanje se deli na letno in zimsko vzdrževanje. Letno vzdrževanje obsega obnavljanje in popravila poškodovanih delov cestišč in pločnikov, krpanje, nasipavanje udarnih jam, čiščenje jaškov, mult in prepustov, košnjo trave ob cestiščih, ročno in strojno letno pometanje cestišč in pločnikov ter manjša gradbena dela kot namestitev kanalet. Pod tržni del poslovanja sodijo gradbena, vzdrževalna in sanacijska dela. S kamero in mikrofonom smo z direktorjem javnega komunalnega podjetja Čista narava obiskali gradbišči v Bogojini in v Tešanovcih. No, kot smo že omenili, izvajamo tudi tržno dejavnost. To je en manjših gradbišč, kjer dejansko naši delavci izvajajo oporni zid. Je pa tega seveda še zelo veliko več, tako da vam samo malo okvirno predstavimo, kakšne so te naše zadeve. V podjetju se zavedajo, da so brezhibne njihove storitve v skrbi za zdravje ljudi in skrbi do okolja ključni za dolgoročno poslovanje in obstoj podjetja. Pri tem pa se trudijo poiskati natančno ravnovesje med gospodarsko blaginjo, socialno pravičnostjo in zdravim okoljem, kar je bistvenega pomena za izpolnjevanje družbenih ciljev.